Spoštovane, spoštovani, pozdrav in dobrodošli. Tokrat je naš sogovornik, eminenten gost, je filozof, pisatelj, prevajalec, predsednik Esperantnega centra Mednarodnega pisateljskega kluba PEN v Švici. Naš gost je tudi soustanovitelj Slovenjgraškega literarnega kluba in revije Odsevanja in pobudnik razstav Mir, humanost in prijateljstvo mednarodni, ter leta 1967 gradnje Umetnostne galerije v Slovenj Gradcu. Naš gost in sogovornik je magister Vinko Ošlak. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Osnovno šolo je Vinko Ošlak obiskoval na Prevaljah, nižje razrede klasične gimnazije pa na Ravnah na Koroškem. Maturiral je na Srednji ekonomski šoli v Slovenj Gradcu leta 1967. Po študiju političnih ved in grščine na ljubljanski univerzi je bil nekaj let učitelj, nato kulturni organizator na Ravnah. Opravljal je mnogo katere poklice. V 70-ih je bil zaposlen v Železarne Ravne, zatem je poučeval na osnovni šoli v Podgorju, bil je novinar v Rudniku Velenje, tajnik na kulturni skupnosti Ravne, stavec v Kinegrafu Prevalje, ter rudar, pa tudi prevajalec, analitik Rudnika Mežica. Ko se je leta 1983 priselil v sosednjo Avstrijo v Celovec, je bil korektor v tiskarni Mohorjeve družbe, nato urednik in lektor v založbi Mohorjeve. Bil je pobudnik, soustanovitelj, urednik in zadnja 4 leta glavni urednik vseslovenske koroške revije Celovški zvon. Ob tem je nadaljeval študij filozofije na Mednarodni akademiji znanosti v San Marinu. Po diplomi je leta 1993 magistriral z magistrsko nalogo Identiteta in komunikacija. Vinko Ošlak je znan predavatelj v slovenščini, nemščini, esperanto, urednik revij in publikacij, pisec spremnih besed in predgovorov, recenzent in ocenjevalec. Prevaja iz esperanta, nemščine ter indijske književnosti in vodi tudi literarno-kritične presoje na Koroškem. Na San Marinski akademiji znanosti je asistenčni docent za filozofijo in vodi tečaje v esperantu za študente iz vse Evrope. Za svoje literarno in obširno ter ustvarjalno delo je bil kar nekajkrat nagrajen. Izjemno pestro in vsebinsko bogato življenje je za vami. Mladost pa ste preživel na Prevaljah. Pa kako se spomnite tistih svojih mladostnih let, ki preživljate tu na Prevaljah? Ja, torej, pravzaprav ne na Prevaljah. Prevalje je bilo inozemstvo za nas, ja. Na Fari. Namreč katastrska občina ni Prevalje, ampak Fara. In to je bila majhna, pravzaprav najmanjša kmetija na Fari. In hvaležen sem tej priložnosti, da sem lahko svojo mladost preživel v naravnem okolju. Takrat je otrok še smel delati, danes je to prepovedano. Takrat je oče še smel tudi kakšno presoliti, če se nisi dobro obnašal, danes je to prepovedano. Takrat si pojedel to, kar je bilo postavljeno na mizo, danes dobi že dojenček à la carte, kot da je v hotelu. Skratka, bil sem deležen še pravilne vzgoje, to pa ne pomeni, da sem bil jaz pravilno vzgojen. Torej, niti moj oče, niti moja mati nista bila zelo uspešna pri tem. Sem bil kar težavni otrok, se tudi zdaj nisem manj težav, mimogrede. Ampak vendarle sem dobil na pot zelo veliko dobrih stvari, predvsem zgled mojega očeta, ki je bil preprost človek s 3 razredi stare avstrijske ljudske šole. In s to šolo je znal izračunati vsak račun, s to šolo je znal orkestrirati notni zapis iz enega inštrumenta za cel orkester, igral je pri Rogačnikovi glasbi. S to izobrazbo je obvladal elektriko, zidarjenje, mizarstvo, karkoli. Brez ene črte na papirju je izdelal električni mlin in se je vse ujemalo do zadnjega milimetra. To so bile njegove lastnosti. Predvsem pa glavna lastnost, ki jo vedno bolj občudujem, da nikoli ni skočil k kakšnemu delu, da bi pokazal mišice, ampak je najprej si vzel čas za premislek.
nekje sem zasledil, da bi naj bil vaš oče tudi dokaj liberalen do vere, do cerkve. Torej, jaz bil doma katoliško vzgojen in oba sta hodila v cerkev, s tem, da je imel oče neko rezervo, predvsem do duhovščine in tudi do cerkve kot ustanove. Spominjam se, ko sva nekoč kosila skupaj na travniku, takrat sem bil star mogoče 12-13 let. Jaz sem takrat sanjal o tem, da bom postal duhovnik. Ne? In ko sva brusila kose in to je čas za počitek, ne? Mi je rekel, jih boš še že spoznal. In ta stavek mi je nekako ostal nekje v ušesih in točno tako se je zgodilo. In sedaj lahko, bi rekel, z oziroma izkušnje, tisto na nek način opozorilo jih boš že spoznal, lahko se potrdi, da ste jih spoznal. Namreč, seveda govorim zdaj zelo nasplošno, imamo tudi sijajne duhovnike, ki so veliko dali slovenskemu narodu, ki so veliko dali tudi pomoči potrebnim in tako naprej. Tudi take duhovnike imamo, ne smemo jih pozabiti. Ampak govorim nasplošno, namreč Božja beseda v Novi zavezi ne pozna posebnega duhovništva. To je kršitev Kristusovega zakona. Po njem je vsak kristjan duhovnik, pa naj bo ženska ali moški, naj bo otrok ali staršek. Če je sprejel Kristusa, je postal s tem duhovnik. Drugega duhovništva Nova zaveza ne pozna in v tem smislu je to samo po sebi slaba rešitev. Od katoliške cerkve ste se v študentskih pa dijaških obdobjih malo rahlo oddaljil. Že v dijaškem času, ja. Takrat, ko je človek najpametnejši v svoji karieri, ko je star 16 let, takrat naenkrat ugotoviš, seveda pametno, da Boga gotovo ni. In tudi pri meni se je to zgodilo. In takrat sem nekako se skoraj zaljubil v Marxa in njegov nauk. Moram reči, da tudi tega obdobja ne obžalujem. Torej, seveda obžalujem odpad od Boga, ne obžalujem pa tega, kar sem se naučil v tem času. Namreč en glavnih problemov marksizma je ta, da ti ljudje niso poznali Marxa, torej komunizma. Komunisti niso brali Marxa. Tako kot katoličani na splošno ne berejo Biblije. Je isti problem. Kot muslimani na splošno ne proučujejo Korana. Oni se ga učijo na pamet, vendar ga ne razumejo. In to je glavni problem. Tako da jaz imam zdaj navado, če srečam muslimana, jaz ga pošljem brati ne Biblijo najprej, ampak Koran. Preberi enkrat počasi tvoj Koran, da ga boš razumel, kaj tam piše. Če srečam marksista, mu rečem, oziroma komunista, levičarja, ga pošljem k Marksu. In če srečam darwinista, ga pošljem k Darwinu. To je problem. Po študiju oziroma v Ljubljani, potem ste se kar po študiju zopet preusmeril na nek način v katoliško vero. Tako hitro ni šlo. Torej, nekaj je zanimivo. Moja prva knjiga v življenju je bila Sveto pismo. In sicer skrajšana izdaja, ampak izvirnih tekstov. Predno sem začel hoditi, sem že dobil to v roke. To je bila dolgo časa moja edina in prva knjiga. In Sveto pismo sem ohranil tudi v času, ko sem bil zagret ateist. To je zanimivo. Tudi ko sem bil v Ljubljani študent, sem imel na polici poleg marksističnih knjig tudi Sveto pismo. No, saj znano je, da so tudi to marksistični filozofi izredno proučevali Sveto pismo. No, če berete Marksova dela, jih ne morete razumeti brez Svetega pisma. Marksova maturitetna naloga je eden najlepših krščanskih tekstov, kar sem jih kdaj prebral. Samo tega niso širili, tovariši. Obdobje službovanja, vi ste prej v predstavitvi navedel mnogo katere poklice, ki ste jih opravljali. Se vas je kateri poklici vsega tega posebej dotaknil ali vas je zaznamoval oziroma ga želite izpostaviti kot neko izkušnjo? Vsi poklici so mi zelo koristili. Torej, ker sem pač človek peresa, ker kaj bolj pametnega ne znam. In tisti, ki hoče pisati, mora imeti čim več različnih doživetij, srečanj, priložnosti za pouk in tako naprej. In prav to menjavanje poklicev, ki ni bilo vedno moja prostovoljna izbira, mi je to omogočilo. In ničesar ne bi rad pogrešal.
To se pravi, tudi tam, kjer je bilo zame mogoče najbolj tesno, najhujše, bi danes tega ne pogrešal rad. Ja, pa če bi še morda rekel razloge za te prihode, mislim, ker v bistvu to mnogo kateri poklici, ki so bili, seveda te menjave so verjetno bile posledica nekih okoliščin. No, deloma sem teh menjav kriv sam, ker pač takrat še nisem končal študija in sem bil pač nek faliran študent takrat in ta ima vedno težave s svojo poklicno umestitvijo. Drugi del je pa prispevala takratna država, ki pač, recimo jaz sem bil 2 leti tajni kulturne skupnosti, ker mi je pa uspelo takrat dobiti elitne ljudi, od Svetlane Makarovič do najboljših ljudi iz Ljubljane in iz Maribora naravne, je to bilo obsojeno kot elitizem, ki ni v skladu s takratno usmeritvijo tako imenovane delavske kulture in zato sem moral zapustiti to mesto. In ko sem iskal potem druga delovna mesta, dela enostavno nisem dobil. Edino delo, ki sem ga potem nazadnje dobil, je bilo na Rudniku, kjer mi je takratni direktor Jame, zelo pošten človek, moram reči, direktno rekel, edino, kar vam dam, je to, mogoče boste kdaj prišli ven. In smo rekel z največjim veseljem, in rekel, vi ste prvi v življenju, ki bi reče, da gre z največjim veseljem v jamo. In to je bila moja najboljša služba, moram reči. Moja najboljša služba je bila v Rudniku. Namreč zakaj? V Rudniku vi ne morate blefirati. Tam bleferji ne zdržijo več kot po 14 dni. In tam je treba imeti nek karakter, neko poštenost. In tam sem se čudovito počutil, to so bili krasni ljudje. Tudi s komunistom sem se krasno razumel. Čeprav smo se norčevali drug iz drugega, ampak smo se imeli radi, smo pili kavo skupaj, tudi šli kaj popiti. To je bila lepa druščina, tako da to je bil moj najlepši čas službe. Imel ste tudi neko svojo vrstno izkušnjo z prisluškovalnimi napravami, ki so vam jih namestili. Razlog naj bi bil pa, bi rekel, da ste se družili z Kocbekom. Zdaj, najmanj, kar zamerim prejšnjemu režimu, je to, da so me prisluškovali. Nasprotno. Lahko bi mi še bolj prisluškovali. Žal so premalo poslušali, ker bi še kaj slišali lahko. To ni problem. Jaz tudi vem, da vsaka država ima svojo tajno službo. Nima vsaka tako primitivne, kot je bila jugoslovanska, to je druga stvar. Ampak v osnovi, tudi v Avstriji imam svoj dosje, to sem prepričan. Mogoče še bolj debel kot ta v Ljubljani. To ni moj problem. Problem je, ali ta služba spoštuje zakone ali ne. Čeprav je postavljena prav zato, da bi zakone branila, to je problem. In mogoče Udba ni ravno zelo natančno spoštovala zakonov. Načelno jaz nimam ugovorov tudi proti Udbi. Jaz lahko tudi grem na kavo z vsakim, ki me je takrat zasledoval, ki me je zasliševal in tako naprej. Jaz nimam tega problema. Kot rečeno, vi ste se pogovarjali z Kocbekom, pa bi... S Kocbekom so bila zadnjih 5 let njegovega življenja zelo tesna prijatelja. Jaz sem ga obiskoval v Ljubljani, on je bil nekajkrat pri meni na Prevaljah. In to je bil seveda za tajno službo hud problem. Seveda njihova fantazija in zato sem hvaležen za prisluškovanje, namreč če mi oni ne bi prisluškovali, bi jaz končal v zaporu. Ker če oni nimajo podatkov, potem začne delati fantazija. In lahko si predstavljamo, da je fantazija tajnega agenta zelo velika. Večja, kakor pa slovenskih pisateljev žal. Jaz bi raje imel, da bi slovenski pisatelji imeli več fantazije, imajo pa udbovci več, to je ta problem. In to me je rešilo, da so dejansko videli, da mi ne delamo bomb, ne pripravljamo atentatov in tako naprej. Tako da to je bilo meni v prid. Kako je pa Kocbek ocenjeval tisto, ali sta se tudi dotaknala te teme vstop krščanskih socialistov v OEF in to? Seveda smo se. Jaz sem takrat seveda gledal na Kocbeka čisto drugače, kot danes gledam. Jaz sem takrat sam bil prepričan in tudi moj prvi nastop na Dragi, mislim, da je bil leta 79 tam nekje, ne, še prej, 77. Takrat je bil naslov mojega predavanja 3 orodja za 11. tezo. 11. teza, tista znamenita Marksova teza o Feuerbachu, kjer pravi, da so filozofi svet različno razlagali, gre pa za to, da ga je treba spremeniti. To je ta znamenita teza, na kateri cel komunizem pravzaprav temelji teoretično. In moja teza pa je bila, da to je v redu, ampak za to so potrebna 3 orodja in srp in kladivo je premalo. Namreč srp in kladivo sta orodji, ki se med seboj izključujeta. Če vi udarite s kladivom po ostrini srpa, ga uničite. Če pa vmes postavite križ, potem lahko
ti dve orodji koristno služita. In to je bila moja teza. In to je bila še čisto kozbekijanska teza, bi rekel, čisto v njegovem duhu. Danes gledam na to popolnoma drugače. Jaz mislim, da je Kozbek bil v veliki zmoti, ko se je priključil tako imenovani osvobodilni fronti, ki ni bila nobena osvobodilna fronta. To je bila anti-imperialistična fronta, ki je bila ustanovljena v Vidmarjevi vili in še danes lažejo o tem. In je bila upirana ne proti Nemčiji, kajti Nemčija je bila zaveznica, Hitlerjeva Nemčija je bila zaveznica komunistov. In vse komunistične partije so bile v strogem zavezništvu s Hitlerjevo Nemčijo, pač bila upirana proti Franciji, Angliji in Združenim državam Amerike. To zapravi, to je bil en velik blef. Poleg tega, če preštudirate teh 9 točk osvobodilne fronte, in jaz sem jih zelo dobro preštudiral, vidite, da niti ena točka ni bila izpolnjena. Ampak niti ena. Razen ena deloma, in to je bila prav Kozbekova točka. Namreč to je 4. točka, ki govori o tem, da bo boj, ki ga bije osvobodilna fronta, spremenil značaj, oziroma naj spremeni značaj slovenskega naroda. Dejansko ga je spremenil, ampak ne v tisto smer, kako je upal Kozbek. Slovenski narod je iz naroda poštenjakov postal narod preplašenih ljudi, oportunistov, neresničnih ljudi, ki hkrati preklinjajo vlado, pri naslednjih volitvah volijo iste ljudi. To je slovenski narod. In to je spremenjeni značaj, ki je v veliki meri posledica tudi te tako imenovane osvobodilne fronte. Tako da danes veliko bolj kritično gledam na Kozbeka, kakor pa sem gledal takrat. Je bil tole tudi generalni razlog, da ste se potem leta 1983 preselil, bi rekel, tole nameščanje prisluškovalnih naprav, pa vse te dogajanja? To je nameščanje naprav ne, pač pa šikaniranje mojih sosedov, prijateljev, tudi moje žene. Namreč Udba je imela posebno taktiko, to imajo vse tajne službe, imajo podobno taktiko, da pravzaprav ne šikanirajo direktno tistega, na katerega leti stvar, ampak njegovo okolje. S tem ga hočejo izolirati od tega okolja. In to je bila taktika. In tako sem potem enkrat telefoniral na Socialistično zvezo, ki je bil predsednik Mitja Ribičič takrat, ki je bil pa hkrati šef Udbe, da hočem z njim imeti pogovor. No in me je sprejel in smo imeli zelo zanimiv pogovor. Moram reči, da je to inteligenten človek bil, zelo inteligenten. Žal druge kvalitete niso bile na isti višini. Je pa držal besedo. In sem rekel, veste, jaz nisem prišel sebe braniti, jaz vas prosim, da ukinete oziroma ustavite šikaniranje ljudi, ki nimajo nobene zveze z mojo dejavnostjo. In mi je dal besedo in je to držal. In je v trenutku ugaslo, kar je spet dokaz, da je on bil tisti, ki je sprožil to zadevo. Tako da te stvari so bile, poleg tega se je pač ponudila priložnost in sem rekel, pa greva. In tudi žena je bila za to in smo šli. Velikokrat sem obžaloval, da smo šli, ker niso bile lahke ure. To je, če presadiš 30 let staro drevo, če ga presadiš, to ni lahka stvar. In še danes ne vem čisto, a sem prav naredil, nisem čisto prepričan. Pa ko ste ušel iz takrat socialistične države, tako ali pa komunistične, kakorkoli jo želite poimenovati, vi ste šel v nek drug režim, v drugo okolje, v drugo državo, skratka, zaposlil ste se pa pri Mihorjevi oziroma cerkveni inštituciji. No, to je najstarejša slovenska založba iz leta 1851, Slomškov otrok, bi rekel, čeprav on ni bil tisti, ki bi operativno je potem ustanovil, ampak on je dal pobudo, on je bil duh te hiše. In po eni strani sem zelo hvaležen bil za to službo, tam sem veliko stvari spoznal, srečal sem se prvič v živo za emigracijo slovensko in prav to srečanje me je, bi rekel, cepilo proti slepi veri, da ima emigracija prav. Namreč videl sem, da emigracija ni manjši problem kakor komunizem. In to sem doživel v živo, samo zaradi tega, ker so tja prihajali ljudje iz Argentine, iz Amerike, iz Avstralije in sem se z njimi pogovarjal, bral sem njihov tisk lahko tam in tam sem videl, da je to podobna igra. Če v Argentini klevetajo ravno
pred kratkim umrlega mojega prijatelja Alojza Rebulo, da je to kriptokomunist, potem vemo, kje smo. In tudi v meni niso kaj boljšega govori. To se pravi, ta šola ni bila slaba zame. Spoznal sem pa tudi že kar kmalu tudi pravo naravo katolicizma, kako to funkcionira. Tudi zato sem hvaležen, da sem to v živo doživljal in to videl. Hkrati so bile tudi lepe stvari, predvsem recimo to obdobje, ko smo izdali revijo Celovški zvon. Ta revija je zamolčana tako pri levici, kako pri desnici, to je zelo zanimivo. Čeprav smo izdali natanko isto število zvezkov, kakor pa Mladje, ampak Celovškega zvona ne sme biti. Pa vi ste, takrat, ko ste bil gor, ste v bistvu na nek način bil tudi iz neke distance, ampak čisto bližne soseščine ste opazoval razpad bivše države, nastajanje nove slovenske države. Pa kako ste vi to doživljali? No, jaz nisem samo opazoval, jaz sem bil tudi soakter, in sicer na dveh področjih. Prvo področje je bilo, da sem spet ob neki dragi šel k mikrofonu in rekel, zdaj je pa zadnji čas, da res ustanovimo slovenski svetovni kongres. In to po judovskem vzoru. World Jewish Congress. In smo res še isti dan imeli pripravljalni sestanek. Mene so imenovali za tajnika, predsednik je bil nekdo iz Kanade. In potem sem 2 leti bil tajnik tega pripravljalnega odbora in naša pisarna je bila v Celovcu. In moja teza je bila, da mora biti svetovni slovenski kongres zunaj domovine. Namreč, kaj mi pomaga rešilni čoln na dnu ladje, jaz ga rabim v morju rešilni čoln, zunaj ladje. In funkcija takega kongresa, Judje to razumejo, zato judovski kongres nima centra v Tel Avivu ali pa v Jeruzalemu. Funkcija take organizacije je, da je rešilni čoln za narod, če pade v skrajno stisko. Kakor je bila recimo v času Druge svetovne vojne. Če bi takrat imeli Slovenci svoj svetovni kongres, mogoče mi ne bi imeli državljanske vojne v Ljubljanski pokrajini in na Primorskem. Mogoče ne bi bilo zmage sovjetskega sistema takrat, ker takrat ni zmagal samopravni sistem. Takrat je zmagal Stalinov sistem. O tem je treba jasno povedati. Tako da, no in žal sem potem nekako obvisel s to idejo in je neka skupina potem zmagala, ki je pa pledirala, da ne bo Ljubljana ta center. In od takrat naprej mislim, da ta kongres ne igra nobene pomembne vloge več. Pa vi ste imeli tudi odločilno ali kar pomembno vlogo pri tem znamenitem Bučarjevem govoru v Evropskem parlamentu. Pa bi še tu malo kaj pojasnil. To je posebna zgodba, jaz pred tega nikoli nisem širil, ker je bilo tudi deloma konspirativnega značaja. Zdaj je moj takratni sodelavec, dr. Bučar, mrtev, bi rekel, vse je mimo, lahko to povem. Torej nekoč zazvoni telefon in iz Kölna se oglasi tajnica katoliške hrvaške skupnosti v Kölnu. Ona me je večkrat poklicala in me vprašala, kaj je novega v Sloveniji, politično seveda. In smo pa se pač malo posvetovali in pogovarjali. In pravi, Otto Habsburg je rezerviral v Evropskem parlamentu poseben dan za Hrvate, kjer bojo lahko predstavili svoje vizije, takrat je bila še seveda Jugoslavija. Pravi, in Hrvati bi pa odstopili en termin v okviru tega dneva Slovence. In prosim, če vi pridete v Štrasburg in pripravite en govor. Jaz sem rekel, gospa, hvala za počastitev, ampak jaz to ne moram narediti. Pravi, zakaj pa ne? Sem rekel, zato, ker moj govor ne bi bil avtentičen, ker živim zunaj Slovenije. Jaz sem sicer še bil jugoslovanski državljan takrat, ampak vendarle to ni pristno, to mora biti nekdo, ki živi sredi Slovenije, ki tudi riskira potem, ker ta lahko riskira glavo, ki bo to povedal. Jaz se ne bojim za mojo glavo, ni v tem problem, samo jaz sem neautentičen, ker sem že zunaj. No in je to razumela in potem me vprašala, če koga poznam, ki bi bil, sem rekel, poznam, to je dr. Bučar, to je edini slovenski, ki ga jaz vidi, da zna misliti politično. In tega prepričana sem še zdaj. To ne pomeni, da mu dam vsem prav. Ampak ta človek je znal politično razmišljati, ta človek je razumel pravo, kar tudi redki pravniki razumejo, kaj je pravo, on je to razumel.
In sem potem njemu telefoniral v Ljubljano, ampak seveda nisem smel povedati, zakaj ga kličem. No. In sem mu rekel, gospod doktor, pridite malo na kavo Celovec, je lepo vreme, ne? Bomo šli malo ven na izlet. In je takoj kapiral po tonu glasu in tu se vidi, da je znal razmišljati. In je bil v 2 urah je bil s sinom z avtom v Celovcu in smo potem šli ven, ker mi je bilo jasno, da meni tudi v Celovcu prisluškujejo. In smo razložili stvari in je najprej zavrnil. Je rekel, jaz ne znam jezikov, sem rekel, prosite, vi ste bili Eisenhowerjev štipendist v Ameriki, boste menda znali angleško. Ja, to so že dolga leta od tega, pa sem rekel, vi znate francosko, kolikor vem. Ja, ampak moja francoščina ni več na isti ravni, sem rekel, pa znate nemško. Ja, pa nemščina ne igra več te vloge, kar je imel prav. Skratka, izgovarjal se je. Potem smo pa rekel, gospod profesor, tako se zmenila, jaz sem vam zelo hvaležen za to stališče, glede jezikov, jaz ravno pišem eno razpravo o Esperantu in iščem argumente, zakaj je Esperanto edina pametna rešitev, kajti tako imenovano znanje jezikov je pravljica bolj ali manj. Vi ste dokaz za to. Sem rekel, če mi vi to podpišete, potem sva upravlja. Potem bom jaz enega noga poiskal za to. In takrat je zaplosnil z rokami in je rekel, zdaj ste me pa našli. In to je bil pristanek. Tako da je Esperanto rešil Slovenijo. No, in je potem res šel v Strasbourg preko Trsta in seveda, kakor je bil genijalen v svojem razmišljanju, je bil pa zelo amaterski v svojem ravnanju. In je svoj govor enostavno dal suknjič in tako šel čez mejo. In seveda, če bi ga dobili jugoslovanski cariniki s tem, oziroma policija, bi on šel tako v arest, stopu, ker ga nihče ne bi poznal v Evropi. Ampak, ker je imel nekaj mark preveč v denarnici, so se s tem ukvarjali in pozabili, da bi ga vprašali, če ima slučajno kakšen govor za Strasbourg. Ne? In tako je srečo prispel v Strasbourg, ki je imel tisti znameniti govor, ki so ga današnji demokrati v Ljubljani takrat obsodili kot izdajstvo naroda. Ne? So že takrat bili demokrati, niso blefirali, vidimo. Ne? In potem se je vrnil preko Celovca in obiskal mene. In mi je potem poročal o celi zadevi, da smo se spojali. No in tako se je začela ta zadeva, tako sem nekako bil v poziciji, da podam žogo, ne da bi jaz dal gol, ampak da jo podam drugemu. Mislim, da je ta morala, ta nogometna morala, tista, ki bi lahko rešila tudi slovensko politiko. Da ni treba, da jaz dam gol, če je žoga trenutno pri meni. Skratka, izredno, bi rekel, pomemben je bil tisti govor in v bistvu ima neko tudi pomembno zgodovinsko vrednost, ker takrat se na nek način... Evropa je izvedela, da obstaja nekaj takega kot Slovenci. Tako. Namreč v političnem smislu. Potem vi ste nadaljevali tudi študij v San Marinu, Esperanto, pa ste tam magistriral, pa bi morda še tam kaj pojasnil. No, to je zanimiva zgodba. Nekoč so me povabili esperantisti v Metz, to je mesto med Francijo in Nemčijo na severu, in tam sem imel neko zanimivo predavanje in naslov je bil Esperanto kot del moje materinščine. To je zelo zanimiva teza. No in nek poljski profesor pride k meni in je bil čisto navdušen nad tem, ker je prvič tako konstelacijo slišal in pravi, kaj ste pa vi doštudirali? Sem rekel, jaz zaenkrat še nič, tako na pol imam vse narejeno. Pravi, zakaj pa ne bi pri nas končali? Sem rekel, kje pa je to pri vas? Rekel, to je v San Marinu, tam obstaja mednarodna univerza, ki posluje v Esperantu. Njen ustanovitelj je bil profesor iz Paderborna, on je bil rektor oddelka za kibernetiko, dr. Helmar Frank. In na tej univerzi je tak sistem, podobno kot v Ameriki, da zbirate, bi rekel, točke ali pa karte, kakorkoli se to imenuje. In ko jih dovolj naberete, lahko prijavite izpit. In ko imate dovolj izpitov, potem lahko prijavite diplomsko delo. Diplomsko delo mora biti napisano v 2 jezikih, v Esperantu plus v enem od svetovnih jezikov. Tega na drugih univerzah ni. Ne? Poleg tega, 1/3 izpitov mora biti zunaj vašega področja. Recimo, če vi študirate filozofijo, kot sem jo jaz, potem morate 1/3 narediti iz naravoslovja, iz česarkoli. Recimo, jaz sem delal izpiti iz atomske fizike, smo imeli ravno Černobil, ta primer,
smo morali imeti. Potem sem delal iz gozdarstva en izpit. In to je zelo dobro. Namreč, da te ne vzgojijo v fah idiota, kar je problem drugih univerz. Tako da sem videl, da je to zelo dobra stvar. No in tam sem potem tako končal, da na koncu so imenovali tudi za dopisnega docenta za filozofijo in sem imel potem veliko tečajev uvod v filozofsko mišljenje. In sicer v Krakovu na isti univerzi, kjer je Kopernik poučeval in to v istem prostoru. Kjer so še vedno iste klopi, isti star les, isti latinski napisi na stenah, to je neverjetna, fantastična stvar. Tega nikoli ne bi doživel brez Esperanta in brez te univerze v San Marinu. Pa če sedaj malo še pridemo na tisti del, vi ste se potem, bi rekel, dokaj, bi rekel, nepričakovano distanciral ali pa umaknil iz RKC-ja, Rimokatoliške cerkve. Pa bi morda tu, bi rekel, razloge. No, to je bilo v mojo sramoto dokaj pozno. Jaz bi to moral že davno prej narediti, ampak človek je slep in tudi jaz sodim med to kategorijo. Ironija zadeve je pa ta, Bog ima humor. To vedno znova dokazuje. Da me je v to poslala Rimsko-katoliška cerkev. Namreč, jaz sem bil pri njih uslužben takrat kot referent za izobraževanje odraslih. In so me poslali z nalogo, da ustanovim 2 biblijski skupini, eno v Rožu, eno v Podjuni. Jaz sem to naredil in sem to zelo resno vzel. In ko smo tako skupaj prečesavali Biblijo, sem počasi ugotavljal, da to, kar beremo v Bibliji, ni isto, kar uči katoliški katekizem. Zdaj ne govorim o folklornem katolištvu, tisto je itak poganstvo. Govorim o uradnem nauku katoliške cerkve, ki ga večina ljudi itak ne pozna. Ko sem prej rekel, kot večina komunistov ni poznala marksizma, pojma nimajo. No in tam vedno bolj smo skupaj ugotavljali te razlike in potem nekega dne z neke seje prihajam in se zaletimo eno knjigarno, kjer piše gor Christliche Bücherstuben. To se pravi, to je bila ena majhna krščanska knjigarna, malo neobičajen naslov, to se pravi, katoliška sigurno ni. In seveda stopim not in vprašam, kaj in kdo so. In je bila ena starejša gospa in pravi, sami ugante. Sem rekel, tako mi malo po lutru diši, a je to blizu? Ja, blizu je, ampak ni pa čist. Sem rekel, imate kakšen katekizem? Pravi, to pa ne vem. Sem rekel, a smem jaz pogledati? Jaz imam pa prst, da vedno potegnem pravo knjigo iz omare. Kamorkoli pridem, ne vem, odkot mi to. In res grem in v eni minuti potegnem ven heidelberški protestantski katekizem. Sem rekel, evo gospa, imate ga. Je rekla, pojma nisem imela. In bila vesela. No in potem sem pa jaz njo vprašal, namreč bil sem povabljen na teološko fakulteto v Ljubljano na temo miru. In sem iskal literaturo. In sem vprašal, če ima. Je rekla, ja, eno knjigo imam. In to je bila knjiga ameriškega avtorja Davea Hunta, po poklicu profesor matematike na univerzi. In on je napisal debelo knjigo 600 strani z naslovom Globalni mir in vzpon Antikrista. In ko sem s to knjigo bral, nisem mogel nehati. To je, sem izpustil večerjo, sem izpustil še marsikaj in sem jo do konca prebral in pri vsakem stavku sem moral reči, točno tako je. In to je bila tista ura, bi rekel, ko je blisknila vame. In takrat sem videl, jaz sem v napačnem klubu. No in potem sem začel obiskovati biblijske ure v tej knjigarni, kjer so se združevali pravi kristjani. In to je trajalo eno leto in potem na koncu sem vprašal tiste tam, kaj naj se naredim. Jaz nočem živeti dvojnega življenja. Jaz še vedno jem kruh katoliške cerkve, hodim sem, verujem tako, kot vi verujete, tako, kot piše v Bibliji. Kaj naj naredim? In so mi rekli, ustrajaj, dokler te oni ven ne vržejo. Poskušaj širiti evangelij, govori z ljudmi o Jezusu, ampak počakaj, te bojo oni ven vrgli. Ko te bojo zavohali, prenesli te bojo vrgli ven. Ne, oni mi še danes ne bi vrgli ven. To je bilo nekoč. Ker danes cerkve ne zanima, kaj kdo veruje. Danes jih zanima, če si ti zvest papežu in škofu, to je vse, kar jih zanima. In točno tako je bilo in sem potem komaj in potem sem povabil prvega šefa na večerjo in sem mu razložil in rekel, pa vse to ni naš problem. Ti veruj, kar hočeš. To je cinizm čisti. No in tako, da sem potem moral sam iniciativo prevzeti, tako da sem potem pustil in seveda sem bil naenkrat na cesti, brez službe, brez vsega, brez plače. In takrat
mi Bog takoj pošle nasproti neko neverjetno stvar, namreč telefon iz Ljubljane, iz Ljubljanskega dnevnika, ki ni ravno skrajno desničarski časopis, vsak ve. In so me prosili, če bi jaz prevzel kolumno za verska vprašanja, ki sta jo prej urejala menjaje dva duhovnika katoliška. Oba sta hkrati odstopila, ne da bi vedela, kaj se dogaja, in pojma nista imela, mi smo se poznali drugače privat, doktor Cvirk pa Štuhec. In oba hkrati sta tam nehala in je nastal prostor zame. Take stvari pogledali. In jaz sem to dobil in s tem sem lahko premostil tisti čas do moje predčasne upokojitve. Skratka, ko ste tu na nek način se distancirali, pa umaknil, rahlo, blago umaknil iz te, tako blago ni bilo. Ampak bi rekel, jaz želim malo omehčati to zadevo, bi rekel, v tem smislu. Ampak seveda odzivi, bi rekel, tistih vaših sodelavcev, vaših bivših delodajalcev, pa kakšni so bili tu, kakšne, bi rekel, zamere ali karkoli? Jaz nisem bil v nobenem konfliktu z nobenim klerikom, pa tudi ne z nobenim sodelavcem. Nasprotno, mi smo se radi imeli. In ko sem šel, sem jim skuhal zadnjo večerjo. In smo jokali vsi, ker smo se radi imeli. To je bila lepa družba. Veliko šale, to ni bila zamorjena družba. Jaz nisem imel človeških konfliktov v tej skupnosti. Jaz sem imel konflikt s svojo vestjo. Komu naj sledim? Ali Bogu ali papežu. Ta izbira je bila. In tu sem se moral odločiti. In po smrti vem, da me ne čaka papež, mene čaka Bog. Znotraj te laične javnosti, pa tudi ne tistih, bi rekel, katoličanov, pa tudi tisti, ko smo tako malo manj, bi rekel, vpeti v vse te zadeve, pač spremljamo vsakodnevno to dogajanje in veliko je govora o celibatu duhovnikov, pa o teh, bi rekel, odpustkih, odvezah in to. Pa kakšno je to vaše mnenje o celibatu, na primer? Celibat zame sploh ni problem, zame itak ne, ampak tudi nasplošno, tudi teoretično, celibat ni problem cerkve. Vsi se zaletavajo v ta celibat. Celibat je mogoče najbolj pametno ukrep te cerkve. Problemi so čisto drugje. Poleg tega, vsak, ki pozna katolištvo, ki je vsaj prebral katekizem, ve, da celibat ne sodi med verske resnice. To tudi cerkev sama pove. Cerkev lahko jutri ukine celibat, to ni problem. Da je celibat imel neke motive, ki niso nujno Jezusovi motivi. Namreč tudi Jezus na nek način priporoča nekaj takega, samo ne kot obvezno obliko. Tudi Pavl pravi, rad bi, da bi vsi živeli kakor jaz, namreč Pavl takrat ni bil poročen, mi ne vemo, ali je prej bil ali ne. In jaz ga vedno bolj razumem. Se pravi, tu jaz cerkve ne obsojam. Celibat ni tako slaba stvar. Namreč celibat ni bil samo cerkvena zadeva. Celibateri so bili oficirji včasih, celibateri so bili učitelji včasih. Če se je hotel učitelj poročiti, je moral državno dovoljenje dobiti. Če se je hotel oficir poročiti, je moral dovoljenje svoje komande dobiti. Tako da celibat ni specifično cerkvena stvar. Tako da cerkev ima druge probleme, celibat sploh ni problem zame. Da pa ima ta cerkev nek nevrotičen problem s spolnostjo, s telesnostjo, to pa izhaja iz filozofske osnove, ki je zdaj, namreč kaj je katolicizem? Katolicizem je pravzaprav dokončno formiran z Aurelijem Avgustinom. Aurelij Avgustin, to je bil bivši razuzdanec, ki je živel samo za telo nekaj časa kot mlad človek in ki se je zaljubil v filozofa Platona. Platon je seveda največji poganski filozof v tem smislu in njegov odnos do telesa je absolutno zanikovalen. Namreč on zanika celo fizis kot tak. To je za njega prevara, podobno kot je to pri indijskih verstvih. To se pravi, za njega je ideja tista temeljna stvar, ta je original, vse drugo je kopija in to vedno slabša kopija. In to je cerkev prevzela. Namreč katolicizm je nastal kot spoj več elementov. En element je grška filozofija, to je Platon. Drugi element je rimsko pravo in tretji element so poganski kulti. In to vse se leta 313, ko Konstantin Veliki s tem milanskim ediktom razglasi krščanstvo za dovoljeno vero. To še ni bila državna vera takrat. To je šele Teodozij potem, 50 let pozneje. Takrat vsi ti elementi, bi rekel, počijo skupaj in nastaja neke vrste duhovna atomska bomba.
in to je katolištvo. In to je ta tragedija. Namreč to, kar tudi politiki danes poudarjajo, da Evropa stoji na treh gričih. Ne? Na Golgoti, ki naj bi pomenilo krščanstvo, na Akropoli, ki naj pomeni grštvo, z vso kulturo, filozofijo in tako naprej, in v Rimu. Ne? To je ravno dokaz, da Evropa ni krščanska. Namreč krščanstvo temelji samo na Golgoti. Basta. Ne? Mi ne moramo govoriti, da je Evropa krščanska, zato ker temelji tudi še na Rimu pa na Atenah. Še eno zadevo bi izpostavil. Seveda bi rekel, vsa ta zadeva, ki se veže na krščanstvo, so takoj, bi rekel, smerjena v aktualnega papeža. Pa smo imeli prej papeža Wojtylo, pa je bilo, bi rekel, kar neko pozitivno mnenje. Sedaj pa v tem trenutku imamo papeža Frančiška, ki pa je, bi rekel, to neko enospravno dejanje z islamom na nek način vzpostavil. Pa kako vi to gledate? To ni on šele vzpostavil, to je že Wojtyla vzpostavil. Wojtyla je pred kamero poljubil Koran, prosim. Ta gesta pomeni, da je to za njega sveta knjiga. Za njega je sveta knjiga, v kateri piše, da Allah nima sina. In preklet tisti, ki misli, da ima Allah sina. Toliko o papežih, pa islamu. Benedikt, ki je imel najprej v Augsburgu znamenit govor, kjer je opozoril na citiral enega starega bizantinskega cesarja, kaj je islam prinesel dobrega, ničesar. Ne? Potem se je seveda ustrašil protesta islamskega in ko jaz sem to gledal, to je bil živ prenos na televiziji v Istanbulu, ko ga peljejo v mošejo, on skrije križ. Tega noben musliman ne bi naredil, da bi skril svojo identiteto. Tako da cela serija papežev od koncila naprej je na isti liniji. Frančišek ničesar novega ni prinesel v tem smislu. Namreč, kaj je ta linija? Če berete koncilske dokumente, če berete katekizm katoliške cerkve, namreč ne šolski katekizm, ampak veliki katekizm, ki ga imamo tudi v slovenščini, boste lepo prebrali, da muslimani verujejo v istega Boga, kakor pa katoličani. Kaj to pomeni? To pomeni, da so katoličani v bistvu neobrezani muslimani. To je čisto logično. In vse geste kažejo točno to smer. Namreč, zakaj se to dogaja? To je zanimivo. Namreč v vseh prerogbah iz stare in iz nove zaveze izhaja, da bo pred koncem tega sveta, pred nastopom Antikrista, bo nastala ne samo svetovna država, katere poglavar bo ta Antikrist, ampak tudi ena svetovna religija. In to svetovno religijo zdaj počasi delajo. En izmed arhitektov te religije je Hans Küng, ta znameniti švicarski katoliški teolog, ki ga sicer cerkev malo potisnil na ven, ker pač je do papeža imel malo sporno stališče, ampak vendarle, osnovi mu pa sledijo, z njegovim tako imenovanim svetovnim etosom. On pravi, svetovni mir je odvisen od miru med religijami, med cerkvami. Podlaga za to, da bo med cerkvami mir, je pa to, da se vse cerkve na ekumenski osnovi nekako povežejo. In to je začetek sestavljanja svetovne religije. In najbrž bo center te svetovne religije bo najbrž vendarle Rim, to se pravi katolištvo, in zato to verbanje muslimanov, ki so povsod zraven. Tole zadnjo migracijsko gibanje, ki je bilo v Evropi v bližnji leta dve nazaj, ko smo tudi tule v Sloveniji doživljali cele kontingente teh migrantov, pa jih na nek način sprejemali, pa seveda so jih potem šli naprej na zahod. Pa kako to vidite, vi tole zgodbo, bi rekel, z vašimi očmi, z ozirom na to, da ti isti, bi rekel, seveda Evropejci pa ljudje smo socialni čuteči in vsak begunc si zasluži vsaj neko pozornost, ampak sočasno pa je tale dvojnost pri nas nek odpor, ker sočasno pa ugotavljamo, da ti isti v bistvu ne izkazujejo neke, ne bom rekel, hvaležnosti, ampak bi rekel, tisti želijo svojo kulturo pa svojo religijo, bi rekel, agresivno vnašati v naš prostor. Je kaj na tem resnici? No, prvič, iz tega stavka izhajam, kaj je pa katolištvo bilo drugega? Kaj so bile pa križarske vojne drugega? To se pravi, tu se mi ne razlikujemo.
Za razumeti to vprašanje, se spomnim takrat, ko je bil najmočnejši ta val, sem se jaz vozil iz Budimpešte z vlakom preko Zagreba v Ljubljano in sem imel hude težave, v Zagrebu sem obtičal in potem, če ne bi imel 200 evrov v žepu rezerve, bi jaz ostal v Zagrebu. In sem potem našel enega taksista, ki me je zapeljal, kar do Prevalj me je zapeljal. In smo se pogovarjali o Sopoti. On me je isto vprašanje vprašal, kako si to razlagate? Tako veste kaj, če vam naj to razložim, mora oba prebrati 2 isti knjigi. Ja, kateri knjigi? Seko, za razumevanje nas je treba prebrati Biblijo, za razumevanje njih je treba prebrati Koran. Če mi ne poznava obeh teh knjig, mi tega vprašanja ne moramo razložiti. Zdaj pa povejte, kateri politik v Evropi je to prebral? Niti Koran ni nihče prebral, tudi Biblije ne. Ja, kako naj ti ljudje razumejo to, kar se dogaja? Namreč muslimani v bistvenih stvareh ne kršijo svoje knjige. Zato je najbolj neumna teza, ki je zdaj v zraku, ki jo predvsem politiki in nepoučeni novinarji širijo, da je treba zelo razlikovati med dobrim islamom in slabim islamizmom. In nemški komentator Broda, ki objavlja za časopis Die Welt, to je najbolj genialnih novinarjev v Nemčiji, se je ponoval še iz te teme in je rekel, to je približno tako, kot če bi kdo rekel, da alkoholizm nima z alkoholom nobene povezave. Eno alkohol, drugo je pa alkoholizm. In islam še kako ima povezavo s tem. Namreč, kdor je prebral Koran, kdor pozna njihov nauk, se ni samo Koran, so še ustne izročila in tako naprej, ker islam je zelo podoben katolicizmu v tem, da ne sloni samo na knjigi. Medtem ko krščanstvo sloni samo na evangeliju, basta, nič kaj drugega. Sola scriptura, pravi Luther. Katolicizm sloni na tradiciji, na očetih, na tem filozofu, pa na onem pesniku in tako naprej. In podobno je islam. In islam uči te stvari. To se pravi, kadar musliman razstreli sebe, pa še 100 ljudi zraven, on izpolnjuje to, kar piše v Koranu. Medtem ko če kristjan kaj podobnega naredi, on krši evangelij, to je razlika. To ne pomeni, da kristjani tudi ne delajo zločinov, samo on takrat mora vedeti, da je to zločin. Medtem ko musliman te zavesti nima, ker to piše v Koranu. 3. sura, 9. sura, ne si vsak prebere. To točno piše, kaj naj musliman dela. Pobijajte jih, preganjajte jih, gonite jih. To piše. Ta svet se vrti tako, kot se vrti, bi rekel, ta zemeljska krogla, če se tako izrazim, je zmerno bolj naseljena, skratka, drvimo proti 10 milijardam oziroma prebivalcev. Pa kako vi to gledate s svojimi očmi? Kakšna je perspektiva nasploh, bi rekel, vseh teh, bi rekel, povezav? Sočasno bi pa, bi rekel, tudi navezal, ob vsem tem imamo mnoštvo jezikov, bi rekel, tradicionalnih, pa vi kot, bi rekel, specialist pa strokovnjak za Esperanto. To predvidevate, da bo vse te, bi rekel, okoliščine pripeljale do neke ene skupne zadeve, pa tudi do nekega skupnega jezika sporazumevanja, kar je Esperanto? To sem hvaležen, da ste povezali ti dve temi. Namreč naseljevanje planeta kot ena tema in pa problemi jezikovne različnosti kot druga tema. Namreč zakaj? Ljudje ne vejo, kateri sta bili prvi 2 zapovedi, ki jih je Bog dal prvima človekoma. Zanimivo, da nobena od teh 2 zapovedi nima nobenega opravka z moralo. Bog ni prepovedal krast, ni prepovedal spolno, ničesar od tega. Pač pa kaj pravi? Namnožita se in napolnita zemljo. To je prvi ukaz, napolnita zemljo. Se pravi, ne samo neko pokrajino, ampak celo zemljo. In drugi ukaz, ki je zelo zanimiv za tiste, ki imajo skrb za ekološka vprašanja, obdelujta ta vrt in ga varujta. Se pravi, tistemu, ki pozna Biblijo, ni bilo treba čakati na današnje ekološke teoretike, na ekosocializm in tako naprej. Ta je v Bibliji to prebral. To je med prvimi vrsticami v Genezi, v prvi Mojzesovi knjigi. To se pravi, prvo Božje naročilo, takrat še ni bilo greha, to je pred grehom še, je namnožita se in napolnita zemljo.
In zdaj pridemo do Babilona. Zakaj Bog poseže ob gradnji babilonskega stolpa s tako drastičnim ukrepom, da ljudem zmede jezik? To je v 11. poglavju prve Mojzesove knjige. Zakaj Bog to naredi? To je bila duhovna vodikova bomba tistega časa. Ker do takrat so ljudje imeli en sam jezik, so se lahko med seboj brez prevajalcev in brez esperantistov sporazumevali. In Bog udari kot strela z jasnega. Namreč, točno proti tej zapovedi, da je treba napolniti zemljo, so se Babilonci odločili in so rekli, ostanimo skupaj, naredimo si veliko ime, postavimo, sezidajmo si ta stolp, ki bo segal do neba. Kaj to pomeni? To je slika religije, vsake religije. Namreč, kaj je bistveno za religijo, za razliko od krščanstva? Krščanstvo ni religija, namreč pravi krščanstvo. Katolicizem je religija, krščanstvo ne. Religija je poskus človeka, da s svojimi resursi pride v nebo. Teološko, moralno, pravno, kakorkoli, cerkveno. In to je vedno katastrofa. In babilonski stolp je slika te lestve v nebo, ki jo človek postavi. Razodetje je pa obrnen postopek, da Bog pride k človeku in se bo razodel. In to je ta razlika. A bi potem takem lahko, če se tule apliciramo na to zemno bivanje, rekli, da je življenje nek poseben dar, ki ga je treba negovati, ki ga je treba spoštovati in pa da je vedno, bi rekel, znova se potrebujemo veseliti, da nam je ta dar bil podarjen. To je najmanj, to ne bi rekel, da je poseben dar, to je bi rekel, prvi dar sploh, je življenje. Namreč, zakaj? Ker je Bog sam prvo življenje, on je prvo življenje. No in zdaj pridemo do tega, namreč, kaj je največji upor proti Bogu? To je vse tisto, kar hoče življenje uničiti. Sem sodijo abortus, ki danes velja za pravico. To je sramota, vseh sramot. Ni bolj umazane vojne na tem svetu, kakor je danes vojna s še nerojenimi človeškimi zarodki. Tako umazane vojne še ni bilo v zgodovini človeštva. In tisti, ki vodi tako vojno, bo dejansko propadel. Ti narodi bojo izginili. In Slovenci so žal v tej druščini. No, to je en vidik. Drug vidik je, da se vrnemo na jezikovni problem. To se pravi, Bog je takrat ukinil jezikovno enotnost, jo je pa vendarle spet vzpostavil v Jeruzalemu, na binkošnji dan, kot vemo, na čudežen način. In to je zanimivo, v kakem duhu jo je vzpostavil. Bog bi lahko naredil, da bi apostoli govorili v državnem jeziku, to je bila latinščina. To je tako, kot če bi danes v angleščini. Ne. Bog bi lahko rekel, pa dajmo po grško, to je bila francoščina tistega časa, bo rekel. Ne. Bog naredi tako, da je vse jezike postavil na isto ravno. To je pa osnova esperantske ideje. Da so vsi jeziki na isti ravni. In pred Bogom so. To je Bog dokazal v Jeruzalemu. Naslednji korak, naslednja božja jezikovna politika je Nova zaveza. Namreč, zakaj je Nova zaveza napisana v neki čisto posebni verziji klasične grščine? To ni Platonova grščina, to ni Aristotelova grščina, to ni grščina Aeschila, Euripida in Sofokla. To je grščina, ki je nastala v kasarnah Aleksandra Velikega. To je približno tako kot pa srbo-hrvaščina v kasarnah Jugoslavije. Tak jezik je Bog uporabil. In ta grščina ni bila državni jezik Grkov, ker Grkov ni bilo več kot države, Grki niso bili nacija, njihovi gospodari so bili Rimljani, se pravi, grške države ni bilo. In ta grščina je bila nevtralna. In to grščino je govorilo celotno Sredozemlje. In apostol Pavel je oznanjal od današnje Turčije do Španije v istem jeziku ni potreboval prevajalcev, ker so vsi govorili poleg svojega materinskega jezika tudi to grščino, ki se imenuje koine. Koine je grška beseda, ki pomeni obči, obče veljavno. To se pravi, to je bil Esperanto tistega časa. In ta Esperanto je funkcioniral 300 let. In moja ideja je seveda, da kristjani bi lahko danes spet si privoščili tak Esperanto, ki ga imamo, je že pripravljen, v njem je bogata literatura, debeli slovari. Samo vzeti ga je treba pa uporabiti.
Pa bom takole rekel, lejte, izredno slikovit, zanimiv, pa bi rekel, zelo slikovito znate pa argumentirano utemeljiti, bi rekel, svoje misli in vse to, kar ste danes predstavili v oddaji. Čas je tako zdrvel, tako da se, bi rekel, naš čas izteka. Sočasno bi pa zaključil takole z neko mislijo. Esperanto nas lahko poveže, pa dajmo graditi na tem, pa... Ne, Esperanto nas ne more povezati. Namreč, v čem je problem Esperanta zdaj? To sem pred kratkim za eno gospod se pogovarjal iz Italije. Problem Esperanta je v tem, da jezik je genialno narejen in funkcionira absolutno, tu ni nobenega dvoma, ima bogato literaturo svojo. Njegov problem je ideologija, ki je za njim. In ta ideologija je pa žal ista ideologija, kakor jo delajo cerkve. Namreč Zamenhof, oče tega jezika, to je bil liberalni jud, bi rekel, ki je veroval v Boga, ampak tako zelo liberalno. Ni pa bil kristjan, absolutno ne, bil jud. On je prevedel celo Staro zavezo iz hebrejščine v Esperanto in to odlično prevedel. Ampak on je delal analogijo iz jezika na vero in je rekel, tako kot smo mi iz več jezikov sestavili nov jezik, ki je povzel vse najboljše lastnosti grščine, latinščine, slovanskih jezikov, germanskih in tako naprej. In to je Esperanto, zato je tako bogat izrazno. Isto lahko naredimo z verami. In združimo islam, krščanstvo, judovstvo, še malo iz Indije in bo ena krasna nova vera. In to je njegov sistem, on to imenuje hilelizem. Hile je bil en prerok v Stari zavezi in po njem je to imenoval. In to je pogubno za ta jezik. Namreč Psalm 127 pravi v prvi vrstici, če Bog ne zida mesta, se zaman trudijo zidarji. In to je problem. Bog še ni esperantist postal. S tem bi jaz tudi zaključil tale najin pogovor. Seveda hvala vam, da ste se odzvali našemu vabilu, prišel v oddajo Detektor, predstavil svoje videnje, bi rekel, vsega tega, kar ljudje v bistvu včasih zbegano spremljamo. Morda bo večina to, verjamem, z velikim zanimanjem spremljala. In na koncu še enkrat hvala za pogovor. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje. Hvala lepa za vabilo.